Počitnikovanje v tujini načrtujemo, ne pa tudi bolezni ali poškodb, ki nas žal lahko doletijo tudi tam. Danes bomo tako govorili o nenačrtovanih zdravstvenih storitvah v Evropski uniji, kadar torej nenadoma zbolimo oziroma se poškodujemo. Na naše vprašanja bo odgovoril Matevž Kmetec iz Zavoda PIP, ki ga ob tej priložnosti prav lepo pozdravljam v našem studiu. Pozdravljeni. Na splošno vemo torej, da smo v Evropski uniji upravičeni do nekaterih zdravstvenih storitev, do katerih in pod kakšnimi pogoji smo upravičeni, če gre za poškodbo oziroma če zbolimo. Kot državljani Evropske unije imamo s kartico Evropskega zdravstvenega zavarovanja pravico med začasnim bivanjem v državah Evropske unije in ponekod drugod do vseh nujnih zdravstvenih storitev v javnih zdravstvenih zavodih, torej takrat, kadar gre za nenačrtovano zdravljenje. Če smo torej na počitnicah, na poslovnem potovanju ali na študiju v tujini in tam začasno bivamo, nam pripadajo popolnoma enake pravice do nujne zdravstvene oskrbe kot zavarovancem tiste države, kjer smo nastanjeni. Ne gre pa zamenjevati Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za turistično zavarovanje. Tako, na primer, če bomo potrebovali zaradi zdravstvene okvare nujen prevoz domov, nam Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v tem primeru ne bo v pomoč. Kaj pa, če te Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja nimamo, nam lahko zavrnejo zdravljenje? Če te kartice nimamo ali je iz kakršnega koli razloga ne moremo uporabiti, nam zdravljenja ne morejo zavrniti, lahko pa se pripravimo, da bomo morali zdravstveno storitev takrat plačati in kasneje zaprositi za povračilo stroškov. Zdravstveni sistemi se torej med državami Evropske unije razlikujejo in nekatere storitve, ki so v Sloveniji morda brezplačne, ni nujno, da so tudi v državi, v kateri bivamo, brezplačne. Kje lahko torej pridobimo informacije o zdravstvenem sistemu držav, v kateri načrtujemo dopust? Informacije o zdravstvenem sistemu države, ki jo nameravamo obiskati, lahko poiščemo preko spleta. Priporočena vstopna točka je portal Tvoja Evropa. Lahko pa poiščemo te informacije tudi pri našem Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oziroma za uporabnike pametnih telefonov je priporočljiva zelo uporabna aplikacija v Evropski kartici zdravstvenega zavarovanja, v kateri so vsi ti podatki o različnih sistemih po posameznih državah. Kdaj oziroma kaj bomo torej morali doplačati v tej državi, kjer načrtujem dopust? Doplačati bomo morali tisto, kar v državi, kjer začasno prebivamo, sodi med dopolnilne zdravstvene storitve. Torej, Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije osnovne zdravstvene storitve, osnovno zdravstveno zavarovanje, ne pa tudi dopolnilnega. Tako bomo na primer v Avstriji morali doplačati, če nam zdravnik predpiše zdravilo nekaj manj kot 6 evrov na posamezni recept. Predvideno pa tudi doplačilo za posamezen dan bolnišničnega zdravljenja. Torej, na kratko, Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije nenačrtovano zdravljenje v obsegu obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi, kjer prebivamo oziroma kjer koristimo te storitve. Tako, in v primeru, če smo tam samo začasno nastanjeni, potem nam te storitve tako krije. Najlepša hvala za informacije. Hvala za povabilo.